Dober dan, spoštovana docentka doktorica Mateja Logar. V katerih primerih je lahko slabo ustno zdravje vzrok za kardiološke zaplete in kakšno je zdravljenje v teh primerih? Ustno zdravje je seveda pomembno za vse nas, ampak še posebej znajo pa imeti težave zaradi slabega ustnega zdravja bolniki, ki že imajo vstavljene mehanske ali biološke zaklopke, ki imajo vstavljene srčne vzpodbujevalnike in pa tisti, ki imajo že predhodno okvarjene zaklopke. Na naših zobeh in v okolici zob živi namreč veliko število bakterij. Dnevno te bakterije seveda prihajajo v stik tudi z našim krvnim obtokom, ampak na srečo naš krvni sistem z imunskimi celicami poskrbi za to, da te bakterije zelo hitro odstrani. Kadar pa je teh bakterij več, se pravi, kadar poteka neko vnetno dogajanje v predelu zob, obzobnih tkiv, takrat pa lahko naše imunske celice ne zmorejo odstranjevanja vseh teh bakterij in takrat se lahko bakterije naselijo na naše predhodno okvarjene zaklopke ali na ta umetni material, ki je bil vstavljen v obliki zaklopke, elektrode oziroma podobnih sistemov. V tem primeru na začetku se ne bo zgodilo popolnoma nič. Bolnik tega ne bo zaznal, nič se ne bo v tem trenutku zgodilo. Bakterije pa bodo na tem umetnem materialu ali na okvarjeni zaklopki začele s svojimi postopki razmnoževanja, tvorile bodo različne snovi, ki bodo njih ščitile pred našim imunskim sistemom in postopoma bo prišlo do tega, da bo tukaj nastala ena kronična okužba. Se pravi, lahko bo bolnik začel občasno zaznavati povišano telesno temperaturo, ki ni nujno, da bo zelo visoka. Praviloma so to vročine bolj med 37,5, 37,8, 38 redko. Pojavljati se lahko začne utrujenost, takšno splošno slabo počutje in to lahko kar traja. To lahko traja tudi več tednov. Na začetku seveda smo vsi nekako mnenja, da za vsako vročino pa res ni potrebno, da gremo zdravniku, ampak vsekakor pri ljudeh, ki imajo umetne srčne zaklopke, ki imajo kakršenkoli umetni material, pa če takšna vročina traja več kot teden dni, je pa že potrebno, da grejo do svojega zdravnika, kjer se potem naredijo osnovne preiskave in po potrebi napoti bolnika, seveda, če ni nobenega drugega razloga za vročino, še potem k ustreznemu specialistu. Druga stvar, ki se lahko kaže, pa je, da se začnejo pojavljati znaki srčnega popuščanja. Se pravi, pride do okvare zaklopke zaradi prisotnosti vnetnega dogajanja na tej zaklopki in tukaj bodo pa bolniki občutili lahko, da se bistveno hitreje zadihajo, da ne zmorejo naporov, ki so jih sicer prej normalno zmogli, da potrebujejo pri spanju več blazin ali pa da se jim je pričelo pojavljati otekanje. To otekanje se praviloma najprej kaže kot otekanje na nogah, okoli gležnjev, na golenih, lahko začnejo zaznavati tudi eno napetost v trebuhu, tako da v tem primeru je tudi potrebno k svojemu zdravniku za oceno, kaj se dogaja in potem opraviti naprej diagnostične preiskave. Kaj pa svetujete potem pacientom? To se pravi pacientom, ki so kardiološki bolniki, ki vejo, da imajo določene svoje že težke bolezni. Kako naj potem skrbijo za to ustno zdravje? Koliko tega je mogoče preprečiti, s kakim ravnanjem? Kaj svetujete? Ja, vsekakor je potrebno, bomo rekli, najprej tisto čisto osnovno skrb za ustno zdravje res upoštevati. Se pravi, redno umivanje zob, po potrebi tudi nitkanje, potem pa ne smemo pozabiti rednih letnih pregledov pri zobozdravniku. To pri nas je nekako ena tema, ki potrebuje dodatno osvetlitev. Redko kdo hodi res redno na preglede k zobozdravniku. Tukaj ne gre samo za estetski del, ampak res za ta medicinski del. S starostjo, vemo, se spremembe dogajajo na vseh nivojih, tudi na nivoju samih zob, predvsem pa obzobnih tkiv. Naše dlesni se spreminjajo in same dlesni s temi žepki, ki nastajajo, so lahko gojišče bakterij. Poleg tega lahko nastane vnetje ob samem zobu, ki ga na zunaj niti ne vidimo in ga vidi zobozdravnik, ko opravi ustrezno slikovno diagnostiko, in tudi takšno vnetje lahko predstavljajo izvor okužbe in seveda v tem primeru, če ne pričnemo zadosti zgodaj zdraviti tega vnetja v ustni votlini, se lahko potem spremembe na žalost pokažejo kot vnetje na zaklopkah.